Tisto, kar je danes najbolj presenetilo, je dejstvo, da se je izkazalo, da v sodnem spisu sploh ni nekaterih pomembnih listin, na katere pa se tožilstvo v obtožnici sklicuje, kar seveda na vso stvar meče čudno luč z vsebinskega vidika. S procesnega vidika pa je kršenje z ustavo zajamčenih človekovih pravic, na katere je zaradi spornega postopka opozoril moj odvetnik, nekaj, kar je še dodatno šokantno, kljub temu, da to z vidika nekih materialnih dokazov, ki jih proti meni ni pomembno. Je pa to pomembno z vidika bitke za človekove pravice, ki se je v Sloveniji odvijala pred več kot 2 desetletjema in na podlagi katere so te pravice zdaj zapisane v slovensko ustavo. To, kar je predlagano, se pravi izločitev listin, ki so bile z vidika slovenske ustave v spis vložene nezakonito ob zavedanju tako preiskovalne sodnice kot tožilstva, po mojem mnenju ne bo sprejeto. Se pravi, po mojem mnenju teh listin ne bodo izločili, kot že rečeno, to na moj primer v tej obtožnici tudi nima nobenega vpliva, ker ni nobenih dokazov, ki bi mene kakorkoli bremenili. Je pa to pomembno za sodno prakso in tudi za ugled slovenskega sodstva v prihodnje. Izločil tega ne bodo zaradi tega, ker so se po moje tako na tožilstvu kot preiskovalna sodnica Paškolinova, ki je na tej podlagi podpisovala nezakonite odredbe, zavedali, da je to protiustavno, pa so to vseeno delali samo zato, da bi stvar čim dalj trajala. Mislim pa, da tega ne bodo storili tudi zaradi tega, ker so v vrhu slovenskega tožilstva in sodišč oziroma sodstva danes posamezniki, ki so v bivšem režimu dokazano kršili človekove pravice, ki so ljudi obsojali na smrtno kazen in katerih mentor je ravno v tem trenutku kot dvojni funkcionar, se pravi minister za pravosodje in minister za notranje zadeve na strokovni ekskurziji na Kitajskem, kjer njihovo pravosodje izvaja množične usmrtitve na stadionu.